Dobro jutro in sem vesel, da v tokratni oddaji zopet pozdravljamo tisto, s katero več govorimo v oddaji Dobro jutro v rabi slovenskega znakovnega jezika. Dobro jutro se še nisem nekako naučil s kretnjami povedati, se mi pa zdi, da sem se naučil pravilno obleči. Darja Fišer, tolmačica, ali to drži? Dobro jutro. Ja, dobro jutro. Aha, v redu. Ja, pravilno. Torej, kot sva že rekla, mora biti kontrastna podlaga, zato da se roke vidijo, ko izvajamo kretnje, torej, ko izvajamo besede, ki jih potem gluhi odgledujejo. Z Darjo sva se družila z vami, zdaj ne vem, dvakrat ali trikrat že v pretekli oddaji Dobro jutro sva celo z vami se naučila v praksi uporabljati črko A, se pravi enoročno abecedo in še kakšno besedo zraven. Prišli smo do črke D, danes nadaljujemo s črko E, a še predtem nekaj malega teorije, kot se spodobi za verjetno tudi začetek pouka v tem času. Spremljajoče prvine slovenskega znakovnega jezika pišete o odgledovanju. Ja, zdaj mi, ki slišimo, poslušamo. Gluhi pa odgledujejo. Ne ogledujejo, ampak odgledujejo in to je kretnja za odgledovanje, kar pomeni, da berejo z ustnic, gledajo kretnjo, gledajo mimiko obraza in to je odgledovanje in to je njihov način poslušanja v resnici. Gre torej v praksi za sopomenko, odgledovanje, branje z ustnic ali odčitavanje? Tako, odčitavanje ne samo iz ustnic, ampak v celotnem paketu. Torej, kretnja, mimika obraza in pa seveda tisto, kar izgovorimo zraven, ker smo rekli, da vedno, ko kretamo, tudi zraven oblikujemo besede, ne govorimo glasno, pa vendarle jasno odpiramo usta in oblikujemo besede. Kako težko se je naučiti spremljati ves ta proces? Kaj se dogaja z ustnicami? Kaj se nenazadnje dogaja s čustvenim pristopom ob kretanju torej in same kretnje? Zdaj, gluhi to uporabljajo kot svoj materni jezik, kar pomeni, da oni ne gledajo vse te prvine, ampak to je pač njihov jezik in to je njihov način. Mi pa, ki slišimo in ki smo se naučili tega jezika, pa imamo včasih kar težavo. In sicer mi ne odgledujemo samo kretnje, ne odgledujemo samo mimike obraza, ampak tudi v celotnem paketu. V tistem, ko nekdo govori, ko nekdo kreta, zdaj, ko sem rekla, ko nekdo govori, zdaj mi, ki slišimo, se vedno upiramo na to, da bo gluh zraven govoril. Ne glede na to, kako govori in kako oblikuje besede, vendarle smo odvisni od tega. Ko pa postaneš enkrat neodvisen od tega in v bistvu se osredotočiš samo na kretnjo in držo telesa in torej mimiko obraza, potem lažje dobiš celotno informacijo. Ker ko si ti samo na en majhen segment osredotočen, potem ti lahko kakšna informacija v resnici uide. 30% ste zapisali tudi glasov razberemo iz ustnic. Ja, zdaj stvar je v tem, da to je en mit, da gluhi berejo z ustnic. Ja, veliko bolje zaznavajo in veliko bolje znajo brati z ustnic, kakor mi, ki slišimo. Pa vendarle, mi zdaj govorimo o znakovnem jeziku in ko naj gluhi spremljajo, tudi gluhi naj jo spremljajo, oni veliko bolj zaznajo to informacijo, ki jo midva podajamo, ker pač ne kretam zraven. Če pa bi midva zdaj začela govoriti, ne vem, o noči čarovnic, pa o bučah, takoj pademo iz konteksta in gluh ne more več slediti in moraš povedati, zdaj smo na novi temi in potem on spet lažje naprej. Sicer pa samo iz ustnic pa ne more, pač ne razbere celotne informacije, in zato je zmotno mišljenje, da gluhi berejo z ustnic. Ja, veliko bolje kot mi, pa vendarle nimajo vseh informacij. Osnovna prvina vsakega znakovnega jezika je kretnja, to smo se že naučili v prejšnji oddaji tudi o tem, kakšna je sestava kretnje, in potem smo pri tistih 4 točkah, ki jih je zdaj potrebno obnoviti. Tako, rekli smo, da je vsaka kretnja odvisna od oblike, to se pravi oblika roke, oblika prstov, oblika dlani. Torej, ali je to takšna, ali je takšna, ali je takšna, ali je takšna, ali je takšna. To so črke A, B, C, Č in D, to, kar smo v prejšnji oddaji delali. Potem naslednja stvar, ki je odvisna od gibanja. Smo rekla, da tole je
praznik, tole so počitnice. A ne? In torej ista oblika rok, ista orientacija, vse je isto, samo gibanje se spremeni. Ko roke dvignemo, je praznik. A ne? Ko roke spustimo, je dopust. A ne? Potem smo rekli, da je orientacija. Če jaz to črko B položim samo enkrat k sebi, pomeni moj. In ko jaz isto obliko, isto vse orientacijo spremenim, pa spremeni beseda pomen in postane tvoj. Potem je še pa lokacija, ne? To se pravi, če jaz recimo izvedem kretnjo za grenko, jo naredim malo nižje, isto kretnjo, ista oblika prstov, pa pomeni grdo. Skratka, te 4 stvari pri kretnji so bistvenega pomena, če se mi hočemo naučiti znakovnega jezika. Zato, ker ni vseeno, kje to kretnjo izvedemo. Moj, tvoj, tle se je ostavilo moje naslednje vprašanje. Ko smo ravno pri osebah, lahko morda še kaj več o tem poveva, preden greva k naslednji črki? Zdaj osebe se v znakovnem jeziku vedno tvorijo s črko Q, torej narediš od sebe. A ne? Osnova je glagol, to se pravi delati, na primer. A ne? In če pogledamo, to sta 2 črki A, ena na drugo. A ne? In če dodamo zraven to kretnjo, pomeni delavec. Potem imamo še ločitev po spolu in sicer, če mi delamo osnovno kretnjo in zraven ne pokažemo spola, je to moški spol. Ne? Če pa je torej delavec. Če pa mi dodamo kretnjo, se primemo za uho, je pa to delavka. In na tak način se v bistvu loči torej po spolu. A ne? Zdaj, osebni zaimki, tudi o osebnih zaimkih moramo nekaj reči, da potem vse te kretnje besede, ki se jih zdaj učimo, da jih lahko sestavimo v stavek. Zdaj, ko smo bili otroci, so nas učili, da ne smemo kazati s prstom. V znakovnem jeziku je bistvenega pomena, da pokažemo s prstom. A ne? In sicer bomo videla danes črka G in ko usmeriš torej, kazalec k sebi, je to jaz. Ko ga usmeriš vate, je ti. Potem je pa on oziroma ona in gledamo še vedno tebe. Ker če mi rečemo ona, jo pogledamo, v tistem trenutku postane ti. Zato je v bistvu tako zelo pomembno, da mi ne gledamo njo oziroma njega, ne? Ampak še vedno imamo midva ta očesni kontakt. Torej jaz, ti, on. Če ne vemo, kater on oziroma je ona, potem rečemo ona in vemo, da je to ženska. Če rečemo samo on, je moški. Ne? Potem mi imamo dvojino in tudi v znakovnem jeziku je dvojina in sicer s črko L, mi dva, vidva, z nekom, a ne? In ona dva, ki jih ne gledam. Se pravi, dvojino začenjamo s palcem. Ja, torej kot črka L. Midva, vidva in ona dva, ki jih spet ne gledava. In mi rečemo, ker sem jaz zraven pri mi, smo mi. V redu. Vi si ti in vsi ostali in oni so oni. To je v bistvu vsa umetnost osebnih zaimkov. Prej smo imela moj, tvoj, to so svojilni zaimki, ki tečejo po enakem principu. Torej moj, tvoj, njegov, njen, najin, vajin, naš, vaš. Pomembno je, da izhajam iz sebe, če smo mi, in izhajam iz tebe, če ste vi. In seveda iz njih, ki jih ne gledamo. Ker takoj, ko mi te one pogledamo, postanejo ti. Torej postanejo drugi sklon, spol. Ja, mi je všeč, ker odgovarjate tudi na vprašanja, ki se mi sproti v glavi porajajo. Mogoče je še kakšna posebnost, kar se tiče zaimkov, oseb? Zdaj, pri zaimkih je mogoče, torej jaz, gluhi ne uporabljajo jaz sem, ti si, on je, ampak samo z enim kazalcem, jaz sem. Obstaja pa kretnja za sem in sicer črka S, ki jo položimo k sebi. Jaz sem, in potem očrkujemo ime. Ali pa jaz sem dobro, danes bomo tudi črko F, jaz sem dobro. Medtem ko ti si, pa kar s prstom pokažejo. Ti si dobro, če pa rečejo, in malo
Si dobro? In vprašajo. Pa že vprašanje. Torej, ta vprašalnica, ne vem zdaj, a si ali nisi, a ne? In mimika obraza pove, a sprašujem, ali rečem, ti si dobro, ali... Se pravi, če jaz zdaj tako odgovorim, Ja, odgovorim, da sem dobro. ja, jaz sem... Aha, ja, cel stavek je Ja, treba povedati, ne? Seveda. Ni Kot tle v šoli. vprašal. Ja. Torej, jaz sem Jaz sem dobro. dobro. Mogoče še eno tako splošno kretnjo, ki jo velikrat, če smo v komunikaciji z gluhimi, srečamo, to je ta kretnja. A ne? To je črka Y in ko potresajo, pomeni ja, da, iz angleške besede yes. In to je, recimo, če jaz rečem, ali si dobro, samo tole, pa ta zadovoljna mimika obraza pove vse. Ni potrebno potem celega stavka Ampak povedati. mi postavljamo temelje, zato je treba biti sistematičen Tako, točno oziroma tako. od začetka do Ja, konca. ja. Okrajšave pa sledijo morda potem prihodnje leto, a ne? Zakaj ne? Preideva danes naprej k črkam. Seveda. Vas lahko še pred tem izzovem, preden gremo k črki E, kako sva že zadnjič rekla, jaz jem jabolko decembra. Ja, jaz grizem. Grizem, pravzaprav tako, grizem, ker jem je Ja. drugačna. Torej, jaz grizem jabolko decembra. In smo uporabili črko G kot jaz, Ja. črko Č kot grizem, črko A kot jabolko in december kot dve črki D. Hvala. Nadaljujemo pa s črko E. Grafika se je že prikazala. To jabolko bomo očitno grizli ob koncu oddaje nekje v Evropi. Tako, črka E, zdaj, če se spomnite črke C, mi samo prste potegnemo malo bolj v dlan in naredimo malo črko E. A ne? Torej, prst damo pod te zgornje prste. In to je črka E. Paziti moramo, da ni preveč odprta, a ne? In tudi paziti moramo, da ne gre prst čez. Torej, mali E moramo narediti. In zdaj, torej, rekli smo, da je to koristno črka, zato ker si potem zapišemo E pokrožimo in dobimo kretnjo za Evropo. A ne? Zadnjič smo imeli Celje. Veliko krajev se s temi pokroži, torej navznoter, tudi navzun, je vseeno. Torej Evropa. Zdaj, če mi hočemo povedati to, če povežem, kar sva se prej pogovarjala o osebah, če jaz rečem Evropa, oseba je evropejec. Aha. Če pa hočem ločiti, da je to pa evropejka, recimo jaz sem evropejka, in dodam še torej kretnjo za ženski spol. A ne? Potem v Evropi imamo evro. Ne? Znakec evro je s tema dvema črkama in torej Evropa in dve črti čez. To je znak za evro, torej za denar evro. To se kar naučite, to boste še rabili. Ne? Ja. Greva k črki F. Tako. Naslednja črka je črka F. Ta črka je sicer tako, da tale prst, to je pač povsod narisano, ne? Tudi na grafiki je bilo tako, ni pa potrebe, ker to je edina črka te vrste in naredimo krogec, preprosto. A ne? In spet ta črka F izhaja iz angleške besede fine. Torej, dobro. In zdaj dobimo tak krogec s tremi prsti po konci. A ne? Zdaj, če se spomnite, smo imeli D, ki je pa glih obratno. A ne? In potem, ko vadimo abecedo, moramo tudi te kombinacije vaditi. A ne? D, F, da pride to v roke, sicer se nam prsti kar nekako zavozlajo. A ne? Torej, ta črka F je izredno uporabna. A ne? Namreč, če se spomnite, ko ste rekli, da ne znate pozdraviti dobro jutro, to je dobro. Kot fajn, super, dobro. A ne? Jutro je pa dva sončka, torej dva F-ja in vzideta. Torej naprej. A ne? Dobro jutro. Dobro jutro. Tako. Imamo potem dober dan. Dan je pa kretnja, ki gre, torej sonce vzhaja in zahaja. Ne? Ampak spet začenjamo v tej poziciji, s črko F. Ja. Torej dan. Dober dan. Dober večer. To je pa tema, črno, skratka večer. Ne?
Zdaj, mogoče to še eno tako stvar, ki je običajno tečajnike zelo moti. Mi se pogovarjamo, recimo pozdrav, dober dan, potem pa pridemo v stavku kasneje do pridevnika, to je bilo pa zelo dobro. Ja. Kako se pa zdaj dobro reče? Ne? In v bistvu beseda dobro je vedno ista beseda. Kot je recimo v slovenskem jeziku, je tudi v kretnji. Ne? In dobro je vedno dobro. Običajno ta povezava, ne? Zdaj je to beseda dan, dobro, zdaj pa to ne znamo v besedno zvezo postaviti, ne? Kot da bi se mogli vedno novo in novo kretnje učiti. Ne? To je mogoče ena taka posebnost pri tem učenju, da preprosto poznaš kretnje, ampak ne veš, kako bi jo uporabil v stavku. Isto kot če jo uporabiš samostojno. Potem ta krogec je v bistvu izredno koristen, namreč če mi postavimo ta dva f-ja in jih obrnemo, torej, kot bi eno čokoladico odpirali, je družina. Torej, družina, kot family, spet iz angleške. Zdaj, mogoče se vam zdi, da veliko angleških besed porabim, pa vendarle to samo v Sloveniji je ta kretnja družina kot taka, medtem ko v drugih znakovnih jezikih so kretnje drugačne. Mogoče je ta angleška primerjava lažja zato, da si zapomnim. Torej, družina kot familija, kot family, zaokroži. Veliko nas je, in zaokrožimo. To je recimo to. Potem imamo še eno super kretnjo, ki torej imamo podporno roko in imamo vodilno roko. Vedno imamo dominantno, pa to torej kot pomočnik roko. Zdaj, če smo desničarji, potem delamo kretnje z desno roko. Če smo levičarji, delamo z levo roko, druga roka je pa podporna roka. In sicer, jaz sem desničar in vedno, čeprav kretnja gre v obe smeri enako, in to je recimo kretnja za sreča. Krogec, ki ga spustiš po dlani. Sreča. Srečno. Zaznava tisti, s katerim se pogovarjamo, kretnjo enako, okolikor smo levičar ali desničar? Ni problema. Ni, ker v bistvu gre samo za zrcaljenje. Včasih je to težava pri učenju, sploh recimo, če nekdo, ker v bistvu, če jaz delam s to roko dominantno, potem tečajnik bo z levo roko delal, da bo na isti strani. Tako da v bistvu to je včasih lahko težava, to zrcaljenje kretnje, ki jo more nekdo drug, ki se uči narediti. Potem pa, ko pride to v tvoj besednjak oziroma v tvoje življenje, je pa preprosto sreča v resnici. Še imava kaj pri F? Pri F, ja, kot sem rekla, dobro, sreča, šivati, potem sveže, pripraviti, družina smo rekla. Zdaj pripraviti, spet podobno kot družina, to se pravi, spet se to pravilo oblike, lokacije, gibanja, orientacije tukaj pokaže. Torej, družina je gibanje okrog, medtem ko pripraviti je pa gibanje levo-desno, kot bi brisalci na avtu, je pripraviti. Če pa mi tole naredimo, torej narazen in skupaj, ne več, kako bi rekla, vzporedno, je pa sveže. Potem recimo prej sem rekla dober, torej dobro, super, odlično, perfektno, ampak to mi pokažemo tudi z mimiko obraza. Dobro, ampak super. In to je recimo ta bistvena razlika med navadnim jezikom, ko rečem, jaz sem dobro, jaz sem super, to se sliši, vidi se pa običajno, ko govorimo ne, razen če smo zelo, zelo navdušeni, pa da se vidi. Črka G. Ja. Prej sem jo že omenjala. Črka G je tako, da kazalec stegnemo pred sebe in skrijemo palc. Ker če palc ven gleda, je to naslednja črka T. To se pravi, to je črka G. In zdaj, če mi to črko G, sem rekla, torej jaz, ti, on. Torej, za osebne zaimke. Ta črka, če jo mi od oči potegnemo ven, pomeni gledati. Torej, gledati. Če razlika od gledati in videti je, da gledamo z G, vidimo pa z V. Torej, gledam ali vidim. Prav. Ja,
To je črka G. Osebni zaimki, tle sva že nekaj rekla v začetku oddaje, ne? Torej kazalec, a ne, in bistveno je kazati. Pa še mogoče ena stvar, a ne, mi rečemo recimo grem v trgovino. In če mi to rečemo gluhemu, grem v trgovino, bo gluh vprašal, kdo gre v trgovino. Zato vedno, ne glede na to, da mi ne rečemo, jaz grem v trgovino ali ti greš v trgovino, vedno pokažemo, jaz grem v trgovino. V nasprotnem primeru gluh ne bo vedel, kdo. In tudi jaz delam, ti delaš, kdo dela, ti delaš. Ne? In v bistvu to je še ta posebnost, ne? Nikoli ne smemo pozabiti locirati, kdo nekaj počne, kaj se z nekom godi, pa s kom. Ne? Torej, ti pojdi. Če pa jaz rečem samo pojdi, gluh ne bo vedel, a ne, kdo zdaj. Ti, on, ona, jaz, kdo. Seveda. Ne? Črka H. Ja, črka H je pravzaprav zelo preprosta in ta črka H je podobna G-ju. G je samo s kazalcem, H sta pa dva prsta. Ne? Zdaj, tukaj je recimo ena taka kretnja, ki jo običajno uporabljamo, hotel, s tem, da moramo pa nekaj narediti pri tej kretnji hotel. Ponavadi je izvesek, ne, ki iz hotela, ven to je bilo včasih, zdaj so kar napisi gora, ne, torej hotel. Naredimo zid, na katerem visi tabla za hotel. In to je recimo hotel. Prej sva se pogovarjala o osebah, a ne, torej, če naredimo zraven osebo, pomeni, da je to hotelir. Nekdo, ki ima hotel oziroma nekdo, ki tam dela. Ne. Potem še povemo to zraven, a ne, pa vendarle hotelir. Če hočemo povedati žensko, je ženska. Zdaj pri zgradbah oziroma pri prostoru sva pa tudi že rekla, označimo prostor. Ne? Pri nekaterih kretnjah pa ne rabimo označevati ne oseb in ne prostora. In hotel je recimo ena ta kretnja, ki to avtomatsko že pomeni hotel. Enako kot sva se prej pri osebah pogovarjala, pa je treba vendarle nujno omeniti vsaj dve zelo, zelo pomembni kretnji, in sicer ena kretnja je mama, in sicer izhajate iz črke D in se pobožate po licu. To je kretnja za mamo, mama in tako. Mama in po spodnjem delu. Takole? Ja, po spodnjem delu. In mama gre v hotel. Hotel. Tako. Ja. Oče ima pa brke. Ne? Po očetu pa samo brke zavihamo. In ne rabimo zraven dati osebe. To se pravi, ko mi naredimo mama, ne rabimo dati osebe. In ko rečemo oče, tudi ne rabimo dati osebe zraven. Enako je recimo, kot sem rekla, pri hotelu. Ne? Nekatere kretnje so pač, ki označujejo samo to, če pa dodamo zraven hotel in prostor, pa pomeni, da je ta prostor nekje v hotelu. Če dodamo osebo, je pa to pomeni, da je to človek, torej hotelir. Se mi zdi, da imamo čas za črko I? Ja, črka I je taka zelo simpatična črka, namreč mezinček dvignemo. In to je črka I. In zdaj recimo ta črka, a ne, če jo mi iz glave ven potegnemo, a ne, pa še malo razširimo oči, a ne, ideja. Ne? In to je ta beseda ideja. To se pravi, ne moramo je zamenjati z nobeno drugo, ne delamo tega, ampak dvignemo mezinček. In to je črka I. Super. Katera je naslednja J, koliko časa nam bo vzela? Črka J je podobna kot I, samo da narišemo črko J. In zdaj ta črka J je pa tisto, kar sva prej govorila, torej te osebne zaimke, jaz sem, recimo on je. In za ta je mi uporabimo črko J. In tudi, če rečemo zunaj je lepo vreme, rečemo zunaj je lepo vreme. Ne? Torej črka J. Z glagolom biti nadaljujemo v naslednji oddaji, ko se zopet srečamo. Tako in z naslednjimi črkami. Zdaj mogoče, če sem na kratko ponovima vse črke doslej. Absolutno. Torej črka A, črka B, C, Č, ki jo delamo tako ali tako, potem je črka D, danes črka E, F,
G, H, I in J. Darja Fišer, hvala lepa. Hvala tudi vam. In hvala vam, ki ostajate z nami v oddaji Dobro jutro. A sem prav pokazal? Super. Super.